Prav lepo pozdravljeni. Želim prav lepo pozdraviti tudi vse visoke goste, organizatorje, župane, vinsko kraljico, vinske princese, kraljice in pa seveda vse nagrajence, ki boste danes nagrajeni v smislu ocenjevanja vin in se pravi velikih priznanj, ki jih boste dobili v ta namen. Moram reči, da z dneva v dan prihaja nova vabila na prireditve in z dneva v dan nove odpovedi in vesel sem, da ste to 48 cvičkarijo izpeljali do konca in s tem dali tudi en pečat, da se ta prireditev ne konča, ampak da se nadaljuje. Hkrati pa moram tudi to reči, da vsaka zadeva se začne in se tudi konča, pa vendar pride novo obdobje. To je bilo v zgodovini že velikokrat, pa tudi zdaj sem prepričan, da mogoče bo to celo priložnost in naslednje leto in prihodnja leta bodo tako za kmetijstvo, kakor tudi za vas vinogradnike, mogoče tudi zaradi tega, kar se zdaj dogaja, celo boljša. Kajti leta, ko so bile za kmetijstvo, vsaj ta zadnjih 10 let je tacih, da smo včasih rekli, saj to ne more trajati. Ampak ne zaradi tega, ki bi bilo vse tako faj pa tako dobro, ampak tudi zaradi tega, ker je hrana dejansko postala artikel in ni več dobrina, tako kot je včasih bilo. In neke stvari se bodo tako ali drugače morale postaviti na svoje mesto. In ne da bi to želel, sem glih danes poslušal, zaradi te bolezni, ki je 250 milijonov ljudi na svetu že več lačnih, ki jih je bilo pred to boleznijo. To pomeni, da se bo nekaj zgodilo. Še enkrat pravim, ne želim si tega, ampak preveč smo, kako bi rekel, ta Evropa, ta svet je preveč izlahka gledal na to, da se vse dobi v trgovini, da je vse v hipermarketih in tako naprej in ni prepoznal tistega, ki obdeluje vsako 5 zemlje za to, da prideluje hrana, da je oskrben in da tudi skrbi za preskrbo naroda. To, kar govorim, zveni kot precej, kako bi rekel, neoptimistično, ampak tudi take besede morajo biti, moramo se včasih tudi strezvati, da potem lahko začnemo znova od kraja, tako kot je na koncu treba. Pravi kmet je že tako, kot je gospod Toplišek rekel, si ne more misliti, da bi bil ukrep za ohranitev neke kmetijske panoge uničevanje pridelka, ampak vedno smo težili, predvsem tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici, z znanjem, kako pridelati več, boljše, kvalitetnejše in ponuditi na trg, kajti potrošnik si želi in zasluži le najboljše. In kot sem že prej rekel, vse v življenju pride, vse se konča, tudi to se bo končalo in prav gotovo bodo prišli tudi boljši časi. Jaz vseeno želim, da vsi, ki se ukvarjate z vinogradništvom, se ukvarjamo s kmetijstvom, gozdarstvom in vsemi temi panogami, ki pridelujemo hrano, pijačo in na koncu tudi skrbimo za okolje, za poseljenost, da vzdržimo tudi to obdobje, kajti kmetje so bili tisti, ki so tudi med vojnami in najhujšimi časi pomagali preživeti krize. In tudi tokrat se to dogaja. Dogaja se ta kriza, čeprav nekdo reče, sej na koncu en podjetnik jih je bil fasal, kot jih fašete kmetje. Ampak vendar tudi kmetje bomo pri temu prispevali velik prispevek in jaz verjamem, da prihaja tudi boljše obdobje, boljše čase za kmetijstvo, vinogradništvo in vse kmetijske panoge. Zato pravim, kar rajžno naprej, veselo in želim še veliko uspeha. Hvala pa organizatorju, da ste se potrudili in speljali to do konca, kajti, kot sem že prej rekel, niso vse prireditve bile speljane do konca, ogromno je odpovedanega, ampak prav gotovo bodo tudi še boljše časi. Želim vam veliko uspeha, sreče in zdravja. Hvala. Hvala lepa.